Spoštovane gospe, gospodje, lepo pozdravljeni na prvi letošnji razpravi Slovenskega društva za mednarodne odnose. Današnja razprava bo namenjena analizi razmer in dogajanj povezanih s praznovanjem dneva spomina na fojbe in eksodusom Italijanov iz Istre in Dalmacije, ki ga vse bolj glasno v Italiji praznujejo 10. februarja. Ta dogajanja odpirajo širše razsežnosti enostranskega in parcialnega prikazovanja zgodovinskih okoliščin po drugi svetovni vojni v Italiji. O tem bosta govorila danes veleposlanik Bojan Grubovšek in novinar Tone Hočevar, oba dobro poznate, pa vendar. Bojan Grubovšek, novinar, publicist in diplomat, je od rojstva do 14 leta odraščal v Trstu. Nekaj refleksij tega obdobja je opisal v knjigi Trst, Ljubljana, Dunaj in širni svet. Tone Hočevar je v Italiji kot dopisnik za slovenske medije preživel 16 let in napisal nešteto člankov o dogajanjih v Italiji in Vatikanu. Njegove analize in komentarje tudi iz širšega latinskega sveta lahko pogosto beremo v Delu. Tudi zadnje dogajanje v Italiji je analiziral in predstavil v več člankih. Svoje refleksije iz dolgoletnega novinarskega poslanstva je zapisal v knjigi Skušnjave iz leta 2019. Razpravo bom povezoval Marjan Šetinc, predsednik Slovenskega društva za mednarodne odnose. Torej, 10. februarja so v Italiji praznovali dan spomina na fojbe in odhod Italijanov iz Istre in Dalmacije. Dan bi šel manj opazno mimo, če ne bi v Italiji ob tem dnevu, ki je državni praznik že 20 let, potekale manifestacije z govori in slovesnostmi na najvišji ravni, z izpostavljanjem, kakšne žrtve komunistov in titoistov so bili Italijani na njihovem ozemlju po koncu druge svetovne vojne. Njihovem ozemlju v narekovajih. Kar razblinja, prikriva italijansko odgovornost za genocid nad Slovenci in Hrvati, ki ga je fašistična oblast izvajala med obema svetovnima vojnama, ko je bilo prisiljeno v izgon cirka 100.000 Slovencev. Kulminacijo raznarodovanja se je zgodilo v drugi svetovni vojni z okupacijo slovenskega ozemlja, obžičenjem Ljubljane in zločinstvom nad Slovenci. Dovolj je z manipulacijo zgodovine, je zapisal Primorski dnevnik 7. februarja. In sicer s propagiranjem ene resnice, ki s praznovanjem na državni ravni spodbuja in ohranja sovraštvo, uperjeno proti manj vrednim vzhodnim sosedom. Zato se upravičeno lahko vprašamo, čemu je to namenjeno. Gotovo gre za poteze, ki niso v duhu odličnih odnosov med Slovenijo in Italijo, kot slišimo iz ust naših vladnih predstavnikov. Nacionalizmi so prisotni povsod. Volilni sistemi po Evropi in svetu omogočajo graditev strankarskih programov na nacionalističnih emocijah. To vidimo od Nemčije, Nizozemske, zadnje leta na Švedskem, Danskem, s strašenjem s priročnimi migranti, ki jih ogrožajo, ki so kriminalci. Podobno je pri nas in v naši okolici. Na Madžarskem se Viktor Orban fotografira z zemljevidom velike Madžarske v ozadju. Iz Madžarske in Romunije se že slišijo glasovi po pripojitvi svojih, narekovajih, ozemelj Zakarpatja in Bukovine, kolikor bo Ukrajina razpadla. Za Poljake so Rusi zlo. Španija nima posluha za zahteve Kataloncev. Ali Francija za samoodločbo Korzike. Dokje so nacionalistične emocije potisnile Izrael, vidimo na posnetkih iz Gaze. Zglede se množijo.
aspiracije po izgubljenih in nepravično odvzetih ozemljih, še posebej, če se da to povezati s krvjo in ljudskimi tragedijami, zalezijo pod kožo. Vse to nas lahko skrbi. Ob dogajanjih v naši zahodni sosedi ni mogoče ostati indiferenten. Ne gre le za notranjo zadevo Italije. Izrečene in objavljene besede so neevropske, so nezdružljive z evropskimi vrednotami. Tone Hočevar in veleposlanik Bojan Grbolšek poglobljeno poznata razmere v Italiji in seveda širše, kot sem že povedal. Oba sta živela v Italiji in razmere tam spremljata od sredine prejšnjega stoletja. Torej, sta že dolgo na sceni. Analizirala bosta razmere v Italiji in Trstu, v naši bližini in se tudi dotaknila širših razsežnosti vzpona nacionalizma v Evropi. Najprej dajem besedo veleposlaniku Grbolšku. Bojan, prosim. Lepa hvala in lep večer tudi z moje strani. Dovolite mi, da ta razmišljanja o zvezi z italijanskim nacionalizmom in zvezi z odnosom Italije do Slovenije začnem z nekim osebnim doživetjem. Začetka 92 do konca 94 sem bil namestnik vodje misije na slovenskem veleposlaništvu na Dunaju. Konec 1994 sem odhajal iz Dunaja za veleposlanika v Varšavo. No, in ravno v tistih časih je Slovenija takrat bila kandidatka, da postane pridružena članica Evropske unije. Italija se je takrat zoperstavila sklenitvi pridružitvenega sporazuma Slovenije z Evropsko unijo in je zahtevala vrnitev nepremičninskega premoženja, tako imenovanih EZRO. Se moramo spomniti nazaj, a ne? Ta zaplet z Italijo, ki je bil za Slovenijo dokaj neprijeten in je povzročil tudi veliko notranjopolitičnih debat, se je rešil 1996 s tako imenovanim španskim kompromisom. Nazaj k osebni plati te zgodbe, konec 1994. Visoki italijanski diplomat, ki je danes gotovo že v pokoju in s katerim sem kar nekajkrat komuniciral, me je povabil na poslovilno večerjo. Takoj na začetku mi je povedal, da želi poslovitveno večerjo izkoristiti za to, da se mi vsaj osebni ravni opraviči za početje Italije do Slovenije. Se pravi, za italijansko oviranje, da bi Slovenija postala pridružena članica EU in za italijansko vsiljevanje. Spomnim se, da je nekoliko spačil obraz, ko je nakazal, pa tudi z besedami pokazal svoje nestrinjanje, da se tako velika, več kot 60-milijonska država, ki je članica evropske integracije, spravlja na 2-milijonsko Slovenijo, ki stremi, da bi postala članica te integracije. Spomnim se besede majhna, kar zadeva Slovenijo in ta velika Italija. Konkretnih informacij nimam, zelo možno je, da je bilo več upravičil na osebni ravni, na 4 oči, kar zadeva takratno vedenje italijanske vlade do Slovenije, morda. To da jim vendar. Noben italijanski politik se doslej ni javno opravičil, pomemben politik, za zlo, ki sta ga fašistični režim, italijanska vlada, država povzročila pred in predvsem med drugo svetovno vojno slovenskemu in nasploh ne italijanskemu prebivalstvu v napadenih in zasedenih področjih. Sedanji predsednik Sergio Mattarella, njemu sicer nihče ne odreka, da je demokrat. Med ostalim je imel pozitivno vlogo pri vračanju zgradbe Tržaškega narodnega doma slovenskih skupnosti.
Toda 10. septembra lani se ni udeležil sicer načrtovane skupne prisotnosti slovenske predsednice, hrvaškega predsednika, italijanskega poglavarja države ob 80-letnici osvoboditve koncentracijskega taborišča na otoku Rab, kamor so italijanske fašistične oblasti med drugo svetovno vojno poslale na tisoče Hrvatov in Slovencev, nekaj tisoč je tam pomrlo zaradi bolezni, lakote in izčrpanosti. Italijanski predsednik se na koncu ni udeležil dogodka, katerega namen je bil, da bi se vsi trije predsedniki poklonili spominu žrtvam fašizma na Rabu. Neprisotnost, neprihod italijanskega predsednika na ta dogodek je italijanska stran argumentirala, tako smo razumeli, da pač še ni prišel še čas za kaj takega, da čas še ni zrel za kaj takega. 80 let po koncu druge svetovne vojne. Kdaj pa bo prišel čas, da se italijanski predsednik udeleži takšnega dogodka, se pokloni žrtvam italijanskega fašizma in s tem javno prizna italijanske medvojne zločine in se zanje upraviči? Veliko vprašanje. V Nemčiji in na Japonskem je po drugi svetovni vojni pod taktirko zaveznikov prišlo do procesov, na katerih so bili številni Nemci in Japonci obsojeni zaradi vojnih zločinov, zaradi zločinov proti človečnosti. V Italiji takšnih procesov ni bilo. Tako po koncu druge svetovne vojne so italijanski partizani sumarno po hitrem postopku obsodili na smrt in eksekutirali določeno število fašistov. Italijanski antifašisti so brez sodnega postopka na hitro obsodili na smrt in usmrtili tudi vodjo fašistov Benita Mussolinija in njegovo truplo nekaj ur zatem obesili za noge na neki bencinski postaji v Milanu. Vendar in kot rečeno, do sodnih obravnav proti italijanskim fašistom ni prišlo. Do italijanskega Nürnberga ni prišlo. Etiopske oblasti so sicer zahtevale izročitev skupine italijanskih generalov zaradi italijanskih vojnih zločinov v Etiopiji. Italijanska vojska je namreč proti vsem pravilom v Etiopiji tudi uporabljala vojne strupene pline. Žrtev med Etiopci je bilo na tisoče, vendar pa do teh izročitev in do tega procesa, do teh procesov ni prišlo. Če smo cinični, bi lahko rekli, da je nacistična Nemčija prevzela nase, zmonopolizirala, cinično povedano, vse zlo, ne le nacizma, temveč tudi fašizma. Neverjetno je, če se človek malo poglobi v to zgodbo. Lep primer je tudi bombardiranje baskovskega mesta Guernica med špansko državljansko vojno. To je bilo nekako prvo obsežnejše bombardiranje civilnega prebivalstva. Ta zločin, kot vemo, je ovekovečil Picasso za istoimensko sliko Guernica. Praktično posod lahko beremo, da so Guernico uničila in pri tem povzročila smrt več kot 1000 civilistov, nemška letala, ki so se borila na frankistični strani. Dejstvo pa je, da je pri uničenju Guernice sodelovalo isto število kot nemških letal, italijanskih letal, ki jih je italijanski fašistični režim poslal v podporo Franciscu Francu. Da so pri uničenju Guernice sodelovala tudi italijanska letala, komaj kje omenjeno. V ospredju je nemški zločin. Pa še pomenljiva podrobnost. Nemčija se po vojni prebivalcem Guernice upravičila. Italija seveda ne. Kako to, da po drugi svetovni vojni ni prišlo do imenujemega italijanskega Nürnberga, sodnega procesa, kjer bi se razčlenilo zločine italijanskega fašizma in obsodilo glavne krivce? Morda je odgovor povsem enostaven. Italijanski fašisti svojih zločinov niso storili v Franciji, počenjali to nemški esesovci, Radiolsi, Leglen in tako naprej. Italijanski fašisti niso deportirali Judov.
niso streljali nizozemskih talcev. Italijanska letala niso bombardirala Londona. Fašistična Italija svoje zločine izvajala tam, Oriente, Osten, na vzhodu, na vzhodni meji, pa še globje, na Balkanu, v Albaniji, v Grčiji, v Afriki. Skratka na področjih, ki so bila za zahodne politike in za zahodno javnost manj zanimiva. Absolutno. Če bi Italija imela svoj Nürnberg, bi seveda bilo po drugi svetovni vojni več možnosti za proces defašistizacije po zgledu procesa denacifikacije, kot je potekal v Nemčiji. Obdobje fašizma je v Italiji trajalo skoraj dvakrat dlje, kot je trajal nacizem v Nemčiji, pa sploh v Avstriji. Proces resne defašistizacije v Italiji zajel milijone in milijone ljudi. Bi tak proces lahko sploh bil možen? Sicer pa. Italija se je po drugi svetovni vojni, potem ko je bila trdna zaveznica Nemčije, naenkrat malo da ne prelevila v članico antinacistične zveze. Metamorfoze. Italija se je po drugi svetovni vojni zelo malo ukvarjala s samo refleksijo v zvezi z lastno zgodovino. Obdobje fašizma se je več ali manj pospravilo pod preprogo. Kar zadeva kolektivni nacionalni mit, je bila v ospredju prva svetovna vojna, La Grande Guerra, velika vojna, v kateri je Italija, tako kot kasneje v drugi, zopet zamenjala zaveznike. In iz katere, govorimo o prvi svetovni vojni, je šla kot zmagovalka z jasnimi ozemeljskimi pridobitvami na vzhodu. Govorimo o slovenskem in hrvaškem etničnem prostoru in na severu, se pravi na južnem tirolskem, nemško govorečem prostoru. In ne glede na vse zmagoslavje v zvezi s prvo svetovno vojno, ki ga zganja Italija še vedno, in ki ga prikazuje uradna Italija ob raznih obletnicah bitk, se velja spomniti, da je nekakšen kolektivni psihogeni čir kolektivnega italijanskega političnega razreda obstaja tudi iz prve svetovne vojne. In to je, on je to točno ve, če ti je kdo neprijeten, in ti kaj pove, mu rečeš Caporetto. To je bilo nepopisno. In to je bila bitka oktobra 17. Italijani so bili hudo poraženi se strani avstrijske vojske, da je bil kakšen star oče naš tudi zraven, verjetno je bil, in nemške. To je bil tak kolaps, da je praktično odpovedala italijanska vojska povsem, se močno umaknila in rešili so jo zavezniki. Tiho, tem se ne govori, pa Caporetto je eden izmed psihogenih čirov, ki ga imajo Italijani, in zopet govorimo o vzhodni meji Italije. Praktično ves čas po drugi svetovni vojni v parlamentu obstajala neofašistična stranka, katere vodje, vsaj kar zadeva njeno prvo obdobje, so bili nekoč fašistični funkcionarji. Simbolov fašizma v Italiji sistematično sploh niso odpravili, ne dostali na številnih zgradbah v Italiji, tudi v Trstu, morda še posebej tam je lahko videti letnico gradnje stavb, zraven pa zapisano EF era fašista. Maše zadušnice za Benita Mussolinija niso bile redkost po drugi svetovni vojni. No so. Si lahko predstavljate mašo zadušnico za Adolfom Hitlerjem. Kako je v Italiji danes? Časi, v katerih živimo, so tako zapleteni, obenem pa tako fluidni, da je instantni opis ali oceno katerikoli družbe in države, saj tako mislim, nadvse težavno podati. Pa vendar. Italijanska predsednica vlade Giorgia Meloni prihaja iz podmladka
preomenjene neofašistične stranke. Gledali smo posnetke skupinskega fašističnega pozdrava v Rimu. Kam drsi Italija? Kakšne naj bi bile eventualne posledice poudarjenega nacionalizma v Italiji? Recimo še posebej za nas. Napovedi, po katerih naj bi se desna vlada Giorgia Meloni vedla antievropsko, se, vsaj doslej, niso resnične. Giorgia Meloni ni apeninski Viktor Orban, vsaj za sedaj ni. Italija je nadvse zapletena in protislovna država. Imamo po eni strani deli, nekateri deli severa sodijo v najbolj razviti del sveta, oziroma Evropske unije. Verona, Milano, to je dežela, kjer je več kot 50% UNESCO-vih teh krajev, kako se to že imenuje. Italija neizmerne kulture, po eni strani. Po drugi strani pa ima Italija svoj Mezzogiorno, svoj jug, dokaj nerazvit. Italija je pojem za organizirani kriminal, za paradržavo, za mafijo, drangeto, camorro, skratka, in za povezavo organiziranega kriminala s politiko. Italija ima tudi Vatikan, to rečem neutralno, ad informandum. V primerjavi z drugimi zahodnoevropskimi državami velja za politično nestabilno. Po drugi strani vojne je imela Italija več kot 70 vlad in še več vladnih kriz, približno, te smeri. No, Italija je ena od ustanoviteljic evropske integracije, sodi med največje članice EU, sodi med 10 največjih gospodarstv na svetu, ne glede na to, ima njen političen razred, kolektivno gledano, globok kompleks manj vrednosti do ostalih velikih v Evropi, se pravi še posebej do Francije, Nemčije in do Združenega kraljestva. Globok. Italijanski politični razred goji podzavesen resentiment do teh držav, ki naj bi Italija ne bi dejansko sprejemali kot sebi enake. Zgodovinsko gledano razumljivo, da tega ne počno. In ki Italiji naj ne bi dajale priznale mesta, ki naj ji pritiče. Ali lahko pričakujemo, da se bo Italija, ki ima sedaj desno vlado, bolj asertivno, nacionalno ali kar nacionalistično postavila znotraj EU in napram navedenim državam? Doslej do tega ni prišlo. Res pa je, da vlada Giorgia Meloni ni dolgo na oblasti. Če smo govorili o kompleksu manj vrednosti kolektivnega italijanskega političnega razreda ali pa nekih kompleksih, frustracijah, ki izhajajo iz zgodovino, napram zahodnoevropskim državam, velikim, pa morda lahko postavimo trditev, da Italija te svoje komplekse napram velikim rešuje z nekakšnim večvrednostnimi kompleksi do manjših, konkretno do majhnih. In tu smo pa pri začetku naše zgodbe o majhni Sloveniji, veliki Italiji. Znotraj EU, še prav posebej do Slovenije, pa tudi do Hrvaške. In s tem smo pri začetku pripovedovanja o italijanskem diplomatu, ki se je opravičil in dejal, da ga je sram, zato da se tako velika država, kot je Italija, spravlja na majhno Slovenijo. Še nekaj let, več kot pred 30 leti, je bila na italijanski vzhodni meji srednje velika 20-milijonska država. Mi v Italiji pred 20 leti sploh razglasili 10. februar kot praznik spomina na žrtve fojbi in eksodusa Italijanov iz Hrvaške in Slovenije, če bi na italijanski vzhodni meji še vedno obstajala omenjena srednje velika 20-milijonska država. Odgovor na to so lahko samo špekulacije. Dejstvo pa je, da je vkorakanje jugoslovanskih partizanov v Trst v zadnjih dneh druge svetovne vojne ravno tako temna plat v kolektivnem zgodovinskem mitu italijanskega političnega
razreda. Dramatiziranje po vsej verjetnosti ni oportuno. Dramatičnost, komedija, grški tip tragedije, tudi to je del italijanskega vsakdana. O fluidnosti in abortivnosti italijanske politike poveže dejstvo, kot smo rekli, da je Italija imela po drugi svetovni vojni 70 vlad. Italijanske vlade so kratko trajale. Ne glede na to, pa so pojavi nacionalizma v Italiji, ki so povezani z italijansko zgodovino na njenih vzhodnih mejah, seveda lahko zaskrbljujoči in vredni, da jih budno spremljajo, ter eventualno na nje reagiramo. Hvala lepa za začetek. Ja, hvala lepa. Bojan, to je Antonija. To je, mislim, dosti vsebine, da bo naš gost Tone Hočevar lahko nadaljeval pri današnji situaciji v Italiji. Hvala lepa, Bojan. Zelo zanimivo je, škoda, ker Italijani stran bliže. Jaz sem šel za to stran, ker je predpogled imel. Mislim, da večina Italijanov za vse to, ker si ti povedal o Italiji, v odnosu do nas, seveda ne ve. Bom začel še malo prej pa z osebnimi izkušnjami. Jaz in Italija, začel se je tako, da je bila pri nas pred hišo, je bil bunker, ker je bil tam blok. No, viš, Piki, on je bil tudi na televiziji, pa prav. Zdaj je BBC distanci. Ne, včasih smo bili skupaj, veš. Ja, mi bi radi slišali, ne omen. A me ne slišim? Ja, okej. Okay. Skratka, tam je bil blok, tam je bila žica in 43 leta sta prišla domov dva moja strica, Jožeta, en iz Donarsa in en iz Raba. Skratka, to je bilo moje srečanje z Italijo, ki pa me ni obremenilo, nikakor ne za vse življenje. Dejstvo je bilo, da sem si Italijo predstavljal kot tistega, ki je žico imel tam, ker so nam pa prav prišle cevi od prvega vodovoda, tam okrog Ljubljane. Mi smo edini v Kosezah imeli vodovod, ker smo se ga lahko napeljali zaradi bloka. Skratka, to me ni absolutno nič obremenjevalo. In ko sem šel v Rim za dopisnika, tja me je pritisnil, kar reče, pa srdikom je gurno, Mitja Mišol, ki tam je sedel v prvi vrsti. Skratka, tam sem se imel zelo dobro, še dan danes imamo rekoč dnevne stike, zdaj, ko imamo vse te elektronske naprave, tudi s hišnikom si pišejo skoraj vsak dan, ali si pa kakšne cakne. No, ampak tam sem pa ugotovil, da recimo res nihče ni vedel, ko rekoč ničesar o tem, kar je Bojan bistvenega povedal o Italiji in tudi o njih in nas. Mimogrede se ti je v Rimu zgodilo, da te je sosed mesar vprašal, a je Trst pri vas ali je pri nas? Pol me je tam en drug vprašal, a ste vi Slovenija, ste na unste urale ali ste na te strani urale? Skratka, še hujše pa bilo, ko sem prišel že takrat, ko je bila Slovenija predsedujoča že v Evropski uniji, na zunanje ministrstvo, ker je od glavnih načelnic ministrstva urejati papirje spet, pa prav, to moraš iti, pa se veš, mislim, toliko sva se poznala, da me je tikala, prav, kepec se veš, ki je za ekstra komunitarje, ne? Tam 20 kilometrov ven je bilo za Afričane in tudi za nas do takrat, ne? Pa sem rekel, mi smo v Evropski uniji, da pogledam na mi rezultat. To pa ne.
ni vedela, pa je bila uradnica, visoka uradnica, ena od načelnikov. No, in to vse ni bilo nič groznega, ne. Pa sva se smejala, sva šla na kafe in je rekla, joj, to mora biti pa res malo bolj pozorna, sem rekel, ja, fajn bi bilo, če bi bila, ne. Ker najbrž bo še kdo prišel, pa jaz te vsaj poznam, drugi bojo pa to objavili. Jaz zdaj objavljam brez imena. No, skratka, ta Italija se mi je zelo prikupila, zelo dobro smo se imeli, veliko prijateljev imam še danes tam, ampak to ne pomeni, da pa nisem spremljal njihove politike, pa tudi vatikansko, ki je bila še bolj zanimiva kot italijanska. In ta italijanska politika do nas je bila, recimo tisto, kar je že Bojan prej pravil, kako se je nekako umirilo, pa smo imeli že kar dobre odnose in smo v Evropi razmeroma dobro vozili z njimi. Tudi Berlusconi se je nekako do nas obnašal razmeroma primerno. Bom še vmes povedal, z Drnovškom sva bila pri njemu doma, ko je imel ravno na novo poflancane lase in čist nas teže. Če je kdo s kmetov doma, ko se flanca pesa, tako kot vidim je zgledal. No, ampak vse je bilo nekako v dobro smer je šlo, tudi Slovenci, naši rojaki so dobili zaščitni zakon, ki je bil za nekatere zelo dober, za druge manj dober, za nekatere zelo slab, ampak skratka bil je. Zaščitni zakon je bil in še vedno velja. Potem se je pa zgodilo nekaj, ker bomo morali najbrž še preštudirati, kaj je nekoga pičil, da se mu izdel, da morajo narediti zakon o fojbah. Ta zakon o fojbah ni zakon o fojbah, tudi ni v spomin na infojbirane, niti v spomin na tiste, ki so morali zbežati, ampak je zakon, ki spodbuja recimo mržnjo, prezir, vse tisto, kar ljudje južno od Benetk, recimo pojma niso imeli, da se je kdaj zgodilo. Večji del Italije ni imel pojma v nas, da smo sploh kdaj obstajali in da zdaj obstajamo. To je do Trsta, pa še malo, pa do Bizjakov in še majhen po Bizjakih. In pa nič več. Tam so vsi vedeli za nas naprej, pa ne. Ko so sprejeli zakon o fojbah, trenutek prej se zgodilo še nekaj. Dobila sta se Violante, ki je bil komunistični veljak, in Gianfranco Fini, ki je bil šef predhodnice te stranke, ki je zdaj Melonijeva. Ona je bila tam pionirka mladinka tiste čase. Melonijeva je sicer hči enega od glavnih komunističnih voditeljev, je pa oče pustil njo in otroke in je šel po svoje in zamera je bila taka, da je šla popolnoma v drugo smer. Skratka, ko sta Violante in Fini se spajdašla in še torej se nista po naključju, so se pač zmenili, pol je pač komunistična stran rekla, ker niso bili več komunisti, so bili že demokrati, ampak skratka, ta komunistična stran je rekla, da to je pa Violante naredil, nič ni Violante naredil. Kmalu se je pa Fini tudi ne, ampak obedva skupaj, ker so se zmenili, da bojo oni pokrili svojo zgodbo. Tudi tisto, ko so se spajdašili po vojni takoj, tam ni bilo nobenih maščevanj, nobenih urejanj, vse so se porihtali, so pa naredili skratka še enkrat eno tako zgodbo in so jo naredili v obliki zakona o fojbah. Napisal jo je ta zakon, sicer napisal ali pa dal napisati Roberto Menja, ne vem, če ga kdo pozna, mislim, da ga mora kdo tudi osebno poznati. To je tak tržaški mali razbojnik, ki se zna tudi steps,
tudi za šankom, tudi v parlamentu mu nisi smel reči nič takega. Lahko si klepetal z njim, ampak če smo pa rekel nekaj takega, ki mu ni pasal, pa da je kdo slišal, ne, če ni meni slišal, je bilo vse. Ampak če pa kdo slišal, pa da si ga dregnil, si jo pa lahko pasal. No, ta človek je napisal ta zakon in podpisal kot prvi ta zakon o fojbi. In za začetek se je zdel vse skupaj tako malo, dajmo se mi upravičiti malo našim, ki so jih pripeljali nazaj, pa dajmo malo druge zblatam, ampak ni izgledalo, da se bo iz tega razvil nekaj toliko aktivno prezirljivega, kot se dogaja zdaj. In morda letos, še lani in letos naj bo. Mi nenehno pri tem zakonu ocenjujemo, kako govorijo, kako razmišljajo italijanski politiki, kaj reče predsednik, kaj reče potem premier ali minister. Nismo pa hoteli doumeti, da v bistvu gre tle za stik z množicami. Oni o tem prepričujejo množice. In te množice se ne prepričujejo s tem, da Mattarella, kaj prijazna star gospod, tam nekaj pove, nihče ga ne posluša, nihče tega ne prebere. Hudič je, ker oni naredijo kampanjo po vseh javnih televizijah in to s takimi zgodbami, slike recimo naših talcev, to se je zgodilo pred leti, naši talci, ki so jih streljali italijanski vojaki, so bili prikazani kot Italijani, ki so jih streljali naši. In to je imel Bruno Vespa. Bruno Vespa je tiste večerne vdaje, ko mu je enkrat rekla, da mala Mussolinijeva, ti si sigurno moj stric, in ziher je tvoja mama v vrsti stala. Zdaj pa šla na vrsto pri mojemu detku. To je bilo grozno, ne vem, če je kdo gledal tisto vdajo, taka je bila. Ti so pol takoj vse zbrisali, tistega ni bilo nikoli nikjer več. Prav, ti si najbolj podoben mojemu detku. No, skratka, Bruno Vespa je to prodajal kot Italijane, boge Italijane, ki smo jih vse pobili skoraj, pri nas v Sloveniji, v Jugoslaviji. Vse takrat so že malo nehali, že Napolitano, ki je bil najbolj prodana duša pravzaprav, in prvi, on je bil eden od glavnih voditeljev komunistične stranke. On je bil prvi, ki so ga Angleži in Američani kot komunista vabili na uradni obisk. Bil je tak, zgledal je malo lord in malo tako zelo se je resno držal. Bil je pa ustanovitelj antifašističnega gibanja na Naples. Ustanovitelj pa zato, ker je hotel iti v partizane, pa jih ni bilo. Tam dol na jugu, nič razen tistih njegovih parih, ki je on ustanovil, ni bilo nikogar, tudi do konca vojne, jih je bilo same nepara. No, in jaz sem bil na vseh zborovanjih do pred parimi leti, zborovanjih, proslavah predsednikov italijanskih. In sem to res pozorno spremljal, včasih me je imel, da rekel, pejte nekam pa še ven, drugič me je imel, da ker komu gre zabrisal, ampak sem bil plini, sem snemal, poslušal in potem pisal o tem. Pa moram reči, da odmeva tle v Sloveniji ni bilo. In to je tisto, kar moram povedati na to, da pri nas, pa nič, in sem se zmeri sprašal, se vem, da ste tle diplomati, zmeri sem se sprašal, a mi sploh imamo diplomacijo, a hodijo samo na kofete pa na kosila, ali še kaj drugega počnejo, in ali imamo mi politiko, pa kakšnega od politikov, ki bo Italijanom povedal, da nismo pripravljeni zmeriti početek. Drugače pa vse se da narediti, seveda tudi brez pretepov, vse se da povedati. No in Napolitano je prvi z absolutno fašistično manero in z besednjakom, ki je pritikal res prav tistem hudem fašistom v unih davnih časih tem obračunal z nami. Takrat so samo Hrvatje si upali
Belskem, čist mečken. Bili smo ščavi, zločinci, pobijali smo jih samo zato, ker so Italijani. Skratka, bilo je tako, da smo se kar ven pobrali, ker do vsega konc. Unik so prišli pa te Ezuli, ne? Ezuli, tle jim rečemo tudi, ko jim če rečemo Bojan. Optanti. Hvala, Tomaž. Optanti. Tam so bili pa oboje Ezuli in optanti. Ker razlika med Ezuli in optanti je, ampak imamo mi tle teorijo. In je bilo silno neprijetno, tudi po tistem, in ljudje so takrat s tistimi oddajami, ne s tem, kar je Napolitano tam govoril, to je nepar tistih njegovih prišlo, drugače pa to in to, ki je bilo, kar nas je zdaj tle, pa nepar milijonarjev za. In je on začel to kampanjo proti nam, ampak tako ostro. In takrat so šele Italijani začeli spoznavati, recimo nas, da sploh obstaja. Ne? No, pa se mi je pa zgodilo že malo po tistem njenem sprejemu, ki je bil en gospod, razmeroma visok funkcionar, ne? Je rekel nekaj o nas, pa sem rekel, ne, Sloveniji smo, ne? A veš, to je pa ja vse ena Slovenija, ali Slavi, ali Ščavi, to je za nas vse isto, takole je naredil jaz, pa nisem mogel biti tik, eni so pa tega tekst, ne, se rekel, da je mir, ne, pusti ga, ne živi, ampak sem rekel, veste, se jaz zastopam, za nas je tudi Romeni, Romani, Roma, skratka, Romuni, Romani, Rimljani, ne, Cigani, skratka, sem rekel, to, a veste, mi tudi zato, ker je Rom, koren pa se nam zgodi, da to vse pomešamo in me hotel kar tekst. No, pa so ga prijeli, ene dvije so ga tam prijeli, meni se je pa fajn zdel, no. To je bil edin konflikt, sem ga imel z Italijani, pa še tega ne morem obravnavati kot Italijana, ampak je bil pač en funkcionar, ne. En politik, ki Italijani so pa drugače, moram reči, nekaj pravimo brava gente. Brava gente niso politiki, ljudje pa so, no. Jaz o mojih sosedih in vseh teh, sem sodeloval z njimi, moram reči, so čist brava gente, sam če nimajo nič s politiko, poj pa hudo. No in potem smo s temi pojmami šli vsako leto naprej, kaj in kdo je spodbudil Napolitana, da je potem malo obrnil ploščo in je šel v Trst na tisti koncert, ne, skupaj s Türkom in s hrvaškim predsednikom. Enkrat je bil malo časa, pa se še Jena ne boš zapomniti vseh. No, takrat je zgledal, da bo zdaj to vse drugače. Nič ni bilo drugače. Ne. Najhujš je pa prav zadnja leta, ko je Mattarella predsednik, ne, ki je zelo prijazen do nas, lepo govori, rožce sedi, medtem pa njihov aparat informativni, zlasti Raj, pa jaz sodelujem zraven, da noš mislim videti, da takole gledaš, da je kaj, da imam te programe, ne, nič nimam. Tudi prevedel sem knjigo tega Cepca, ki je zdaj minister za kulturo in je bil prej direktor na Raju, Gennaro San Giuliano, ne. Tudi nisem si mislil, Madonca, da je to tak, kot je, ne, sem ga jaz poznal, je bil hecen, ampak ni bil pa, ni nas tako sovražil kot nas. Verjetno zdaj, ker zdaj vse to, kar se zdaj dogaja, pa dela Gennaro San Giuliano. In me nič več ne pokliče, jaz njega tudi ne. Prej me je klical zberi, še eno knjigo sem napisal, a bi jo prevedel, ne. Veš, on je napisal tisti Četrti raj, ne, ki je takrat bil prvi uspešna zgodba v Evropi, ki je Berlusconi hotel zmerjati Nemce, ne, in je Merkelico Berlusconi takrat zafrknil, ne, ker je po telefonu govoril, onega je pa čakalo.
ona se mu je pol maščevala, ona je prispevala, da je padel, ne, z oblasti zelo je sodelovala, ne, in tega je ukazal pač svojim hlapcem Berlusconi, da napišeta knjigo, in sta Feltri pa San Giuliano sta napisala tisto knjigo o četrtem rajhu. Skratka, Nemci so četrti rajh, bojo zdajle jutri po jutrišnjem Evropo zasveli. No, ta gospod, ki je to knjigo napisal, je zdaj kolovodja vse te akcije okrog Fojb, ne, in ker je kulturnik, pisatelj in tako naprej, si izmišljuje scenarije, tudi vlak, ki vozi. Sam to pa so že odmevne stvari. Vlak, ki vozi iz Trsta do skrajnega juga, ki se ustavi skoraj v vsakem kraju. Tam vozijo, ne čisto vsakem, ampak v velik kraj, ne? Ampak tam vozijo otroke gledati, zdaj ne vem, koliko jih, nisem bil zraven, koliko jih pride gledati, ampak to je akcija, ki je za strupljanje ljudi, ne? Veliko bolj odmeva vse drug, ne? Vse to pa seveda Sanremo. Razen nogometa in Sanrema v Italiji ni nič, ker bi ljudje res obožvali in bi jih res zanimali, ne? In v Sanremu so imeli izjemno odmeven nastop tega, ki je vodil, ne? Amadeus, ki je moral pač po direktorjevem ukazu, takrat je bil San Giuliano še direktor, se mi zdi, še ni bil, ali pa minister, se že prej je drugi program, ki je bil on vodil že dolga leta, je bil proti Slovencem zmeri, ampak ne pa toliko ostro kot zdaj, ne? Ker ko pa 17 milijonov Italijanov gleda prenosi Sanrema in je tam zgodba o fojbah, ne? In smo mi vsi zločinci, vsi mi, ki tle sedimo, to je res neprijetno. Tudi tam pri Matareli je bila ena gospa Kafner, ki najbolj vlači okoli, ne? Ki je napol Italijanka, menda, in potem pripoveduje svojo zgodbo. Se najbrž ni bilo lahko, ampak predvsem je hudo, ne vem, če je kdo od vas na zborovanjih teh ezulov. To so resne, žalostne zgodbe, ki se tam dobijo, ne? Sami pa znajo izkoristiti perfektno, ne? Ti ljudje so pribežali v Italijo, ne? Sej na koncu, kako se že pisal, on je tako lepo pel, Sergio Endrigo. Sergio Endrigo je napisal tisto Partirà, la nave partirà. Ta pesem poje o teh, ki se pelejo iz Pule, Hrvaške v Italijo. On je bil celo na eni od zadnjih ladij, ki so tam odpluli, samo on nas niso vražili, hodil tudi še naprej. Je bil, tako bom rekel, normalen človek, ne? Zdaj, veliko teh ljudi jih je pa čakala težka usoda. Italijani jih niso sprejeli. Ne? Za njih so bili to tujci in prišli so na njihovo zemljo, njihov kruh jesti. Govorimo o cajtih, ko je bilo tam hudo, ne? V Italiji se je začel razvoj v 60-ih letih, ne v 40-ih, ne? No, in tako so pol lepo nadaljevali s temi zgodbami, letos še bolj kot lani, čeprav lani je bilo odmevno tisto, kar je bilo na Sanremu. In vseh večernih, jutranjih, popoldanskih, v vseh oddajah, ki so najbolj gledane, so imeli pripravljene prispevke o tem, kako mi pobijamo uboge Italijane in kako so morali vsi zbežati. Jaz vem, da so tem ljudem, ki so morali zapustiti domove, seveda ni bilo lahko. Ampak mislim, mojim stricem tudi ne, ki so bili v Gonarsu pa na Rabu, ne? Pa tega nisem pa podval nam vsak dan. To sem vam sam za začetek, da je bil blok tam, ker Slovenci tudi pozabili, da je bil blok
tam, kjer je bila žica je bila pa okoli in bolj Ljubljane, Ljubljana je bila koncentracijsko taborišče. Ne? Tako da tega naši politiki ne znajo povedati Italijano, da se pogovarjajo. No, tako smo mi prišli do vseh teh velikih zbolovanj, ne? Pa zraven pa nekoli tudi ne pomislimo, da je 10. februar ta dan spomina. To je dan, ko so leta 47 pariški sporazum podpisali. To pomeni, da ga Italijani še danes seveda ne priznajo. Ne upajo si več tistem, ki so jim ga na pleča naložili, svojim zdajšnjim zaveznikom, takratnim nasprotnikom, si ne upajo več, ampak praznik so pa dali na dan spomina na ta sporazum. Če mi jaz kar nekaj, ko sem predolg, pa mlažje pol kaj rekel, ker jaz pol ne znam nekaj. Kar nadaljuj. Kar nadaljuj. Mislim, no, skratka, ta njihov 10. februar je ratov datum, ki jih združuje. Morda edini primeren datum za v prihodnje, ki jih bo združeval. Vsod že najdejo, kaj, to je pa tle, so pa oni so vsi žrtve. In prav vsi med njimi se čutijo, da so tam nekaj izgubili, da so jih tam nekdo nagnal, pa govorimo pa predvsem o tem severnem delu, te, ki vejo, zakaj gre. Oni dol pa šele zdaj, odkar je ta praznik, to je zadnjih 20 let, 20, odkar so ga sprejeli, pa 19, odkar imajo praznovanje, ko jim vstopa v glavo informacija, da smo bili sužnji zločinci, ki smo jih pobijali, ker so bili Italijani. Nihče od njih ne omeni, da je bila druga svetovna vojna, da je bila okupacija naših krajev tudi pred drugo svetovno vojno, da je bilo prepovedano govoriti slovensko. Tega absolutno ni nikjer. Tega tudi nočejo. To je omenil, tako mimo glede Mattarella, je šel Igor Devetak, je šel preštet, ko je direktor Primorskega dnevnika, besede, ki so bile namenjene preteklosti, pa besede, ki so namenjene sedanjosti, je seveda bilo zelo malo lepih in prijaznih besed pri gospe Melonijevi na šohtu, Bazovskem šohtu, je bilo 72 besed takih, ki so bile recimo ne izraz prezira in sovraštva, v njih je bilo pa recimo 2000, Pri Mattarelli je bilo razmerje malo boljše, pa tudi ne. Tudi Mattarella zelo pazi, da ostane primerno sprejet pri svojih, pa recimo, da ga mi ne bomo ravno zmerjali. Čeprav jaz mislim, da naša politika ni v stanju sploh kaj reči. To me res zanima, ne vem, če sej niste krivi, če ste diplomati, ampak res... Samo Maršol. Maršol ni. Je. Ne samo Maršol ni, pa jaz. Kaj pa ti imaš? Skratka, mi ničesar ne storimo v resnici za to, da bi Italijani vedeli, da imamo svoje mnenje, da obstajamo in da se nam pustili spet pregnati. Ker to veliki, to, kar ste prej rekel, veliki pa majhni, to imajo pa ves čas. Oni so pač veliki, majhni v primerjavi s Francijo, Veliko Britanijo in Nemčijo. Ampak strašno stisnjeni v pot, ko gre zares s temi zahodnimi zavezniki. In se ne morajo primerjati z njimi, nikakor ne.
njihov komplet. Najlepše hvala obema za ta dva izjemno zanimiva in podučna prispevka. Z tem praznovanjem ali pa spominom na 10. februarja je teklo v Italiji zelo veliko aktivnosti, ki so bile povezane s tem spodbujanjem, ko s temu rečem, nacionalnih emocij. Verjetno ste sinoči bil film o D'Annunzio, če je kdo gledal. Film, ki je zelo nenavadna, vsaj za nekatere, ki vemo, kaj se je zgodilo, ko je D'Annunzio osvojil Rijeko. Ta film pa pripoveduje o tem, kako je D'Annunzio poskušal prepričati Mussolinija, da ne bi šel podpisati dogovora z Hitlerjem. In ta film, zgodba teče, ker je Mussolini na poti z vlakom proti Nemčiji se je ustavil v Veroni in tam ga je čakal D'Annunzio in Mussolini, kot da ga ne vidi, gre mimo D'Annunzia in pozdravlja svoje črnosrajčnike. No, zgodba se zaključi tako, da Mussolini pride na obisk v to vilo na jezero Como k D'Annunziju in zopet tam je v tem kraju balkon, na katerega Mussolini gre mimo D'Annunzija, kot da ga ni. No, zgodba se pa čisto na koncu zaključi s tem, da pridejo D'Annunzija pred smrtjo pozdraviti Riječani. Torej, tako da v tem filmu se poskuša pokazati, da vendarle ni prevladovalo enoumje, da je D'Annunzio nek pozitivni lik. To se je dogajalo 1938. leta. Pa še neka osebna refleksija. Pred nekaj leti sem bil v Apuliji na izletu in se sprehajal po Alberobello, to je tako znamenit kraj, in tam so Via Caporetto, Via Banjščica, Via Fiume, seveda je povsod. Gabriele. In hočem povedati, to, kar je vidno in navdaja, je povezano z nekim junaštvom Italijanov, če tako lahko rečemo. Ki ga ni bilo. Ki ga ni bilo, ampak je zapisano globoko. Ne samo to, kar je ostalo po zgradbah. Tako je Bojan enkrat povabil mene in mojo soprogo v Trst in na zgradbah je ta oznaka kot EF, epoka fašista. Skratka, jaz mislim, da je zelo veliko iztočnic za razpravo, ki jo jaz zdaj odpiram in prosim, če ima kdo kaj k temu povedati ali pa vprašati, naša dva gosta lahko marsikaj povesta. Jože Kunič. Jože Kunič, veleposlanik Jože Kunič, lepo prosim. Hvala lepa za besedo. Najprej bi se obema prisrčno zahvalil za to izčrpno in lepo predavanje, mislim, lepo po načinu pristopa, ne prav po vsebini, ki sta tako dobro se to prikazala in tisti, ki smo gledali Sanremo, smo videli, kako ima to močan učinek. Ampak jaz bi pa eno drugo misel povedal. Namreč
Kot novinar je lepo rekel, pri nas pa nič ali pa zelo malo naredimo v tem, da bi prikazovali to našo zgodovino. Zdaj, takole bi rekel, če pogledamo države, ki že dolgo časa stojijo, ki so stale in ostale, potem bomo videli, da večina teh držav, tistih umazanih dejanj, ki so jih počele, ne razglašajo na veliki zlo, ampak predvsem svoje dosežke. Govorili ste v Italiji, pa se Italija niti slučajno ni tukaj kakšna izjema. Francija, ki je imela zelo vlado prohitlerijanstva, tega niti slučajno ne obreša na veliki zlo, oni so zmagovalci in tiho. Avstrija isto, da ne naštevam in še bi jih lahko našteval. Kako je pa to v Sloveniji? Se pravzaprav, ko oni govorijo o vojni, torej o nekih rudniških jaških, kje so pa najprej lahko dobili ideje? Ja, v Sloveniji. Sej smo jim praktično mi to prinesli na hlad. Tega velike države preprosto ne delajo, ampak ne glede na to, a so levi, desni, to je nacionalni konsens in to je nekaj, s čimer se pravzaprav cela nacija strinja. Kajti, ko mi govorimo o nekih zločinih, se dostikrat zgodi, da smo pravzaprav vsi zločinci, da smo zdaj mi vsi informatori. In mislim, da je to tisti problem, ki bi ga morali mi v Sloveniji sami nasloviti. Zdaj, to je lahko govoriti, ampak to se mi zdi, da je pomembno, ker ima zunanje politične implikacije. Mi smo govorili, tudi zdaj slišim celo, da so nekateri govorili, da se je zgodila celo škoda tistim, ki so pretrpeli te zločine v Sloveniji in da bi celo nekaj jim morali nadoknaditi. To je zopet voda na mlin Italijanski. Mi vsi vemo, da je bil rimski sporazum z leta 1983, ko bi čemer bi bili poplačani vse imetje vseh ezulov in občanov. Je bilo plačano? Ne, ni. Večinoma je bilo plačano? Ni. 37% naj bi Slovenija, ostalo Hrvaška. To ja, ampak to je že na fiduciarnem računu v Luksemburgu. Ker se je prva rata zamudila, Italijani tega ne sprejmejo. Torej, to bojo zmeri najdel, nekaj plačano je, ne? Plačano je, ker je to dejstvo. To pa zato, ker so večji. Ker so večji in bolj spretni, ne? Ne skrbi, boljši Ja, advokati ja. imajo, novinarji. No, drugače pa prej, Jože, samo Francozi so pa takrat, ker Leclerc prišel pa potem, oni so pa vse Petenove in so se hvalili, jaz sem bil takrat, so imeli proslave, sem bil slučajno tam, so kazali, kje so jih v vsaki vasi, vse peljali za zid, postreljali pa v skupen grob in konci njim noben več ne more reči, da so kaj naredili. Ampak to je ključ in konc, takrat se je stvar nekaj, Ja. traja pa še danes. In nas pa še danes traja. Pa nas pa traja. To je, Ja. in to so seveda Italijani s pridom, po mojem, uporabili. Ja, mi smo jih, ja. Jaz Se strinjam. povedati, da moramo mi tudi na sebe paziti. Vem, da je težko, vem, da so nekateri res težke trenutke, ampak s tem pa škodimo mednarodnem ugledu in mednarodni politiki celemu narodu v Sloveniji. To je tisto, kar je za mene pomembno. In tukaj moramo vedeti, da bo vsak tujec to z veseljem pograbil in delal sebi v korist. Tako da mene ta akcija Italijanov niti malo ne čudi, tudi Madžarske, ni treba, da nas čuti in ostali, ravno tako. Ker mi moramo pri sebi to razčutiti, da je to nacionalni interes, in kar seveda je lahko govoriti,
Nacionalni interes v Sloveniji. Vemo, da je to klavda. Which is what? To je. Ja, to To je je. v interesu vseh Slovenij. Hvala lepa. Ja, hvala lepa, minister Thaler, Zoran. Hvala lepa za besedo, hvala trem predgovorcem. Mislim, da so te njihove poante vedno pomembne, koristne in tudi informativne. Bi v tem duhu rad dodal par posebnih in kratek spomin, dodal natančen optimizma v te naše odnose, ker posebej pri gospodu Kočevarju me spominja na našo osnovno šolo, ko so nam globoko vcepili frustracijo zaradi izgube krsta in smo otroci postali malo depresivni, kaj vse hudega so nam prizadejali. Nekaj po nekaj trenutku ugotovili, da smo to, kot je do slovenske originalne obale, od Devina od Krsta do Mil, v bistvu po drugi svetovni vojni dobili od Krsta do Savudine. V kilometrih skoraj popolnoma enako, s tem, da ta obala, govorimo po Izraelu, Iranu, po zadnjem avstrijskem popisu, kar se ne izpiče, ne pa ta regija, da je tako izramen, popolnoma izramen. V Iranu ni že mislim, da živela 2 stoletja potem, zdaj mesec. Ampak to ni čisto mojega izvajanja. Jaz sem v Rimu pri ministrici Zdanke imeti 8. februarja 1995 na slovenski kulturni praznik in takrat se je začelo tisto obdobje v odnosu po Berlusconiju, ki se je končalo s španskim kompromisom, ki ga je omenil Bojan Grboš. Ki nam je potem odprl to, da smo mi vstopili v Evropsko unijo. Seveda sem že takrat to vedel, da ne vejo ničesar in se temu primerno odločil. Samo sem prinesel cel pok fotografij današnjega stanja, takratnega, se pravi leta 1995, slovenskih ustanov, domov, trgovske zbornice v Gorici, Narodnega doma v Trstu in tako naprej. Preprosto idejo, da se tudi italijanski strani pokaže, da zgodba ni enoznačna in črno-bela. Kazalo se je, da ministrica Miljev ni imela pojma, ničega. Ona je slišala, da gre za njihovo zahtevo za 300 beni abandonati, kot so imenovali, ker se je v tem razpravljalo v Leju, pa tisti sporazum, kot vemo, potem na slovenski strani ni bil potrjen. Najprej jo je zanimalo, koliko bi to stalo, če bi ona osebno kupila teh 300 zapuščenih nepremičnin. V Keslu so tam improvizirala in ne vem, kar so bile lire do nekaj milijard lire, rekla so pa ni problem, to bom jaz kupila, bomo dala za begunce, s tem so naši problemi rešili. Da so našteli oči, kakšno uro in pol, zunaj je bilo 30 farnesina diplomatov, ki so čakali, da nas zmeljejo, našo njihov delegacijo, kateri smo bili 4. In takrat smo ustanovili skupno komisijo na naši strani, oziroma pa posebno poslanca na naši strani, kot veste, bil to Matjaž Jančar. In na koncu smo prišli do tega španskega. Marsikdaj smo jih informirali na nivojih, ki niso bili javni. Ampak mislim, da tudi danes lahko ocenimo to, da smo mi to diplomacijo, ki se je velikrat marsikaj očita, uspeli, da vzdušju, ki ni bilo prijazno do Slovenije, velika Italija do male Slovenije, v tako do Estonija in njegovih vlad, da smo prišli do formalne potrditve vseh sporazumov, Pariške mirovne konference, Ozima, Londonskega memoranduma in tako naprej. In da smo vstopili v Evropsko unijo in NATO.
Zakaj to poudarjam? Po mojem mnenju, tudi današnjega stališča, je izredno važno, da smo mi predvsem v teh dveh administracijah, ker če zdaj v trenutek abstrahiramo ta zakon o dvojbah, ki bo tukaj največ obravnavan, se morda spomnite, da potem, ko smo mi stopili v Evropsko unijo, je Italija popolnoma opustila kakršnekoli ideje in formalne zahteve, da sporazum več ne velja. To so prej odkrili včeraj, da časa delegirnica, da gospodin sploh in tako naprej. In z tega stališča je to naš glavni tehnik, glavno obramba proti tem idejam, ki bi se morda pojavili na italijanski strani, da je potrebno ne formalno ne upoštevati teh veljavnih sporazumov, meje in tako dalje. Druga sreča za nas je, da po mojem mnenju, da je Italija krčenja. To ni Italija v času Mussolinija, ko so iskali nove podpore za mirenje, tako naprej. Danes so te učinki nemajo. Trski je še vedno, je bil tudi 30 let nazaj, mesto, ki je najbolj stimulirajoče v Evropski uniji. Prav mesto, ki je najstarejše po povprečni starosti, najmanj dojenčkov, najmanj rojstev in tako naprej. Se pravi, to je mesto dopad. Žal mi tega bolj ne izkoristimo. Ravno zdaj me je kolega samo pokazal eno ceno nepremičnin, v Trstu tisto neprimerljivo nitje, torej vsi domu na slovenski strani. In kar nekaj, vsak od naših pozna koga, ki si je tam kupil vikend ali v Gorici in tako naprej. In mislim, da je naš robe, če bi slovenska država smešno vsi banko in to nekaj podobnega, da to na tiho tudi spodbuja. Na ta način bi mi lahko to, kar smo več čas prestrašili, smo bi tudi v času Ogleja in tistih takratnih dokaj odkritih napadov, bi lahko to malo obrnili, ker nas to morje zanima, dosti bolj kot Italijane, ki kot je doživljenjeno, mnogi niti ne vedo, ali je Trst Italija. Skratka, tu je ta del mojega optimista. Ni seveda grozno gledati te njihove utvorjene filme, v katerih igrajo slovenski in hrvaški igralci, so to propagando, ki se tam izvaja, vendar mislim, da imamo marsikaj tudi njihov glavo. Ključna stvar je pa skupno poročilo slovenske italijanske skupnosti. To danes ni bilo omenjeno, tega je približno 25 let, to je bilo to bi morala biti Biblija vsakega našega diplomata, politika, novinarja, kogarkoli, ki ima kaj opravka z Italijo, uradno, pouradno, in ko pride v te debate, potegnem to knjižico ven, polte, hvala lepa, noter imate dvojezično, slovensko, usporedno italijansko, piše, kaj so se kvalificirani zgodovinarji, do česa so skupaj prišli. Tam noter so številke, ki so realne, o izseljenih, o pobitih, na obe strani, o žrtvah Donalsa, Raba, pojď na drugi strani. Ko oni izvajajo svojo propagando, seveda številke, ko gre za informacije, to naprej, ki so hkrati povezane in da to skupno poročilo seveda stvari postavi na pravo mesto. Zakaj je to? To so sodelujoči zgodovinarji, kvalificirani strokovnjaki, vzajemno podpisali. Slovenska vlada je potem to uradno potrdila, rimska, italijanska vlada nikoli. Vendar ne more zanikati dejstva, da to obstaja in da je italijanska stran sodelovala pri tem res velikem skupnosti. Ne vem, koliko današnjih ministrov, predsednikov vlade v tem času poznatov. Mislim, da smo tudi letos ob 10. februarju izjavili, ko se parkrat sklicevali na to, mislim, da je to dobro, in to bi morali več čas tudi po natisniti in to veliko vsaki. Hvala lepa. Ja, hvala lepa. Se javil, ja? Sam povedite še ime.
Ja, sej. Giacomelli. Hvala za uvodne nagovore in jaz bom skušal biti vendar mislim, da je to z današnjega vidika potrebno, mislim, da je treba vzpostaviti časovno distanco med gosti, in na ta način pač spraviti nekoliko v red, tako da bi prišli morda do tega, kaj bi bilo pa dobro narediti. Ker vendar so tudi ta vprašanja bila zastavljena so bila za mene na tak način, ki bi ga želel izboljšati, to pomeni, da v najboljšem primeru to malo retorično ali pa malo to definistično, tukaj, da nobene znaš narediti. To treba mogoče najprej malo definistično začeti, da se mogoče malo nekaj narediti. Namreč bom skušal se najprej navezati na zelo na kratko, potem bom pa skušal nekaj sve. Mimo zgodovinskih dejstev se ne moramo, ne želimo, tudi bi se rad uprel predvsem dveh stvari. V tem procesu, ki je dragocen, ki je edinstven v Evropi, je zgled lahko za Evropo, če se ga bomo znali dobro zavedati, ki ga Italija in Slovenija delata in v katerem je bilo naredeno veliko korakov. V tem procesu še nismo prišli do konca in dva prijenka sta, ki je treba se v tem takoj se spomnim, to je zagotovo te pripovedi, zgodovinska pač okupacija, ljubljansko pokrajino in tako naprej, in simbolično se recimo lahko tu doda Mozna jama in tako naprej. In seveda tudi fojbe in izgon. Namreč mislim, da je tle treba biti narediti čistega vina in da se soočiti z dejstvom, da v Sloveniji te razprave nismo dokončali. Nismo dokončali in to je treba, mislim, da treba lotiti drugače, tukaj reči, da so to kakšne popiti, pa da je bilo vse malo hudo. Mislim, da če hočemo iti naprej, potem je treba zavzeti odnos humanosti. In razumeti, da je tako, da se pa drži. Zato, ker smo tako daleč stran od tega časa, da to lahko naredimo, ker je to stvar zgodovine in se lahko kot ljudje maksimalno mero humanosti opredeljujemo do tega. In to ne izključuje drugih vidikov. Tako da skušam pač večplastno te zadeve, pozoriti na večplastnost in se pozoriti na ta način pač delujemo in tudi se ne želim se pripovežem, pač tudi razumem, da te oznake, interpretacije, tako recimo se ta praznik 10. februarja, spominski dan, bolj rečeno, obhajajo v Italiji, mislim, da so to odložene interpretacije in niso natančne, razumem pa, da so lahko nekoliko emotivne tudi. Vendar predvsem se ne moram strinjati, da v Italiji ne poznajo čisto ničesar, ali pa da so vsi niso prepričani. Tega pač žal ni tako. In potem naprej bi rad, ker se ne predam, bi rad predvsem upozoril, zato da bi spodbudil razmišljanje v druge smeri. Mislim, da moramo upoštevati še tri zadeve. Politični trenutek. V tem, to je ena zadeva, druga stvar je odnose in pozicioniranje, recimo Slovenije, kaj pravzaprav hoče Slovenija, in končal bom z odnosom med tistimi, ki so odšli in tistimi, ki so ostali. Namreč politični trenutek, ko je bilo izpostavljeno vprašanje, zakaj še zdaj ne je na rab.
Vemo, da aktualna italijanska vlada je začela proces ustavnih sprememb, v kateri bi rada odkrito močno omejila pooblastila predsednika republike, ki je edinstven institut po italijanski ustavi, ki se je zamišljena tako, da ja ne bi prišlo kdaj recimo do ponovitve režima. V tem je se edinstvena ta vloga, ki jo nekateri zelo dobro poznate tukaj, in ravno v teh dneh je ta predsednik pregovoril v bran, da ne bi res prišlo morda do tega, da je kapeška čez rok, se nanaša se na dogodke v fizič in prekomerno porabo sile policije. Tako da se v tem trenutku je treba razumeti, da ta predsednik, ki je ogromno naredil, ki je z roko v roki še slovenskim predsednikom v Bazovici čez oba kraja spomina in ki je seveda močno prispeval k simbolni in dejanski povrnitvi narodnega doma. Seveda, to ni vrnitev v tem delu konvencionalnem smislu. To je povrnitev nekaj, kar je bilo prodano, ta požgana stava prodana, potem je to vrneno na simbolnem način. Tako da se ta predsednik v tem trenutku ve, kaj govori, seveda tudi to treba ustaviti, kako on navaja v tem prazniku, vsak leto na sprejemu nekatera dejstva močno loči med preteklostjo in sedanjostjo in močno poudarja prijateljstvo s sosedom Slovenijo, s Hrvaško. Da ne govorimo o simboliki Gorice in Nove Gorice, ki bosta vedeti skupaj prestolnico kulture v prihodnem letu in ki je se zelo pomemben trenutek za predsednik na Tarero, ki tega ne pozabi. V tem trenutku se je, in ta trenutek je v Italiji zelo pomemben, in to tudi moramo vedeti, kako se govori, minulega večera o tej pretekli zgodovini, ker ni več pol pretekla, ampak govorimo o 70-80 letih nazaj. Govorimo zato, ker to šteje 2-3 poslance, pa enega senatorja in 2 poslanca približno, in pač en dan na let Že veliko govoril. V kontekstu Evrope, ki je imela najpomembnejše volitve v zgodovini, kjer se bosta soočala ta dva pola. Potem bi rad še Dajmo pustiti to za razpravo po ko se bomo zbrali gor, ker so še druga vprašanja in bi... Potem tako šlo zaključiti vprašanjem. S katero državo pa je Slovenija sosedno naredila boljši napredek, če ne z Italijo? V teh sobosvitve naprej. Če ni odgovor Italija, potem je to verjetno Madžarska. No, gosta to poskušala odgovoriti. V redu? Posluš za delovanje, vsekakor vprašanje sprave med tistimi, ki so ostali in tistimi, ki so odšli. Ok, najlepše hvala. Zdaj je kar nekaj rok tukaj. Najprej bom dal še besedo Tomažu Vraberju, potem boste pa veleposlanik Grobovšek in Tone Hočevar malo reagirala na vse to, kar je bilo zdaj povedano. Tomaž. Hvala lepa, predsednik Tomaž Vraber je moje ime. Hvala za besedo, sotovnim člancem, pa seveda podpornik vašega društva razumljenja v tem delu. Hvala, ki dobimo Vodiča, javnim srcu, govori pred mano, ki je opozoril na pomembne stvari na naši strani. In tudi minister Talerju, ki seveda upozorili na to, da smo videli dejansko napredek, ki je ogromno. Ampak res, ki malo govori o tem filmu, in ko smo še nekateri se pogovarjali, se spomnimo in ima, da je stvari nekaj deluje s tem, pa ni film
saj ne na prvi pogled, na prvo vlogo propaganda, je tako sprečna, tako subtilno prikita, da je sploh praktično interesuje. Tudi najprej zadnjih izročnih svoje življenje še videl, da Vita je bela, največ te Ja. čudovit film. Ampak to bo zelo schematično, pa zelo na hitro povzel zgodbo. Tam je en nekaj Italiji življenji ljud, ki se zaplete Benini. Italijanko, ki je neverjetno lepa. Tam v kojem njih dolijo neki fašisti, ki so bili obnašali katopice in nihče resno ne jemlje, vse skupaj ne vere, kje čisto lepo živijo, dokler ne pridejo Nemci. Tisto sekundo, ko pridejo Nemčije, pa je za konc. Tega Italijana, oziroma Juda, njegovo Italijanko in sina odpeljejo v nek konclager, in tako se zgodba konča. Če se razdiramo, Jud umre. Lepa Italijanka ostane tako pošteno, tako enako lepa, kot je bila. Otrok je pa na pol Jud, na pol Italijan, pa preživi, ampak kako preživi, da se nekje znajde na nekem robu ceste, kjer ga potem reši nek ameriški vojak za ameriškega tanka. In ga vzame na roče in ga odpelje skozi svojo. Poročilo je pravzaprav zelo grozljivo, ampak to je to, kar sta oba z naskom bolj zdravotno skozi, torej gospod Počeva govorila, da prikrivajo to zgodovino izjemno uspešno. To je ena stvar. Druga stvar, ki se mi pa pomembna to, da seveda kljub tem, da smo v odnosih z Italijo veliko dosegli, da so seveda postali bolj normalni, ampak vendarle, kje je naša državna politika? Ker nisem samo diplomacija, ker diplomacija je navslednje orodje neke državne politike, v končni konsekvenci, da bi začela zelo jasno pripovedovati, da je tisto, kar se prodaja po Italiji, samo delnišnica. In naša resnica je pa gramozna jama, je žica okoli Ljubljane, je Ankaran, je Uno, tretje, nekaj, kaj že narodni dom, ki si seveda dogajajo že več fašizma. Tega ne smemo poznati. In kljub temu bom rekel, ene je zelo preprečiti zadnji stavek v imate rada, Kolija Tomice, neč se spomnite, prav ena starejša mama, ko se obrne proti pokvališču, reče z Bogom naši vrti. Ja, tudi njihova osvobodna knjiga. Ampak to ni razlog za to, da bomo zdaj mi genocid narod, ki Italijane pobija in učuje samo zato, ker so Italijani, in tukaj tisti, ki bi moral odreagirati in to lahko postavil na pravo mesto, seveda delim, da imate Ljubljano. Hvala lepa. Zdaj bi pa prosil oba panelista, da malo reagirate na to, kar je bilo povedano. Potem bomo pa še eno ali dve vprašanji obdelali, ker smo že zelo dolgo v tej dvorani. Ja, hvala. Tudi reakcije, kar smo slišali, povedo in kažejo, kako čustvena je ta debata. In kako čustvena je ta debata, kot vsi vemo, čustva zameglijo velikokrat racijo, te zapeljejo in tega je ogromno. In ta debata, ki so jo tako spodbudili tudi v teh zadnjih 20 letih in zdaj še posebej na italijanski strani, obstaja tudi pri nas. Sem 14 let rastel v Trstu, nismo bili italijanski državljani, smo morali zapustiti Trst. Izgubil sem domovino, verjamete mi, to je bila moja travma, ki sem jo tudi nekako do neke mere preživel. Po mami imam fulansko-italijanski priimek, ni Giacomelli, ampak Vanelli, in sem se ga nekaj časa sramoval. Kot pač vzgojen v tistem Slovenija über alles in tako naprej. Edini slovenski pisatelj, ki mi je bil sprejemljiv, je bil Boris Pahor. Zelo smo občutljivi, ja. Kljub temu končal sem z besedami,
dramatiziranje po vsej verjetnosti neoportuno. Z več razlogov, navajal sem dramatičnost, komedije in italijansko, kako bi rekel, ne mislim tako željivo ravno komedijanstvo, ampak neoprijemljivost, sprejemljivost. In to zadevno me se zdi, da je Zoran Thaler je pa uporabil besedo nekaj optimizma. Ne bodimo preveč pesimisti. Kaj lahko mi storimo? Dobro, povedano je bilo, urbi et orbi, povedati, kako je. To ni lahko. Mi nimamo, pardon, da rečem, v smislu judovskega lobija, da bi nam pomagal, da bi to povedali, našo resnico po svetu. Ne, nimamo. In smo marsikaj lahko tudi zamudili, dali bi se lahko kaj več storiti. Zdaj pa čisto, imam še kupico točk, ampak bi samo eno povedal. Mislim, da je bilo v 80-ih letih, ali kaj je v Franciji, ne vem, če se kdo spomne, prišel film Lucien Lacombe. Se ti kaj spomniš, Jože? To je bil prvi film, šokanten film o mlademu Francozu, ki postane kolaboracionist. To je ampak zgodba povsem navadnega človeka in to je bil tak šok, ker Francozi so pač to zakrivali, po svetovni vojni se nekaj, potem tega ni bilo in je bilo to povedano. Slovenija in Hrvaška bi morali spraviti dokajšnja finančna sredstva skupaj, bi morali najeti in to ne z vsem spoštovanjem vseh teh naših igralcev, tudi takimi, ki imajo italijanske priimke, ampak svetovna imena, tako kot je bil Exodus, kar zadeva Izrael, ta film to bi pa odjeknilo. Samo to pomeni, ker sprašujete, kako in kaj. Tako se to dela. Dokler bomo nekaj štrikali po malem, pa tam malo v Sečovljah, pa tam pa dva fašista, ker govorita slovenskim akcentom, to se skupaj ne bo nič. Hvala lepa, pustite. Na koncu, to je refleksija. Je torej kaj posebej pametnega? Ne Še počakaj, no, jaz zdaj govorim. To ne bo. Zdaj bo to ne povedal. Če imaš vprašanje, imamo še enega, ki je pred tabo. Dobro, zdaj že zdaj to ne pove. To ne bo. Kaj posebej pametnega ne bi dodajal. Ta ideja Bojanova, ki mi je nova, ampak je pa odlična. Sam zelo veliko stane. Zelo veliko stane kupiti režiserja, ki bi vse to skupaj spravil in producente. To bi bilo edino. Ker to je ta način, ki ga zdaj ob vsem tem, da moramo biti prijatelji, da moramo biti sosedje, ampak te stvari je treba vendarle tudi našo plat povedati. Oni to zelo dobro delajo. To, kar delajo med festivalom Popev, kar naredi Amadeus, je strašno učinkovito. Mi tega pač ne moremo, mi nimamo tega vpliva, mi smo prav zares majhni, in nas tudi noben ne posluša. Ampak tak kulturen, to se pa res strinja, nisem vedel, da imaš to v rokavu. Da imaš tako pametnega prijatelja. No, merimo. Znotraj treba urediti. Povem vam nekaj zdaj, v 15 sekundah. V razmislek vam dam zranke zgodovine. Naprej nam govoril, ker ne bom brezplačno predaval.
Ja, bo prilika, da se še o tem malo pogovarjamo kasneje. Prosim, Ivan. Ivan. Ampak stopi naprej, ker se ne sliši, kaj imaš. Tole, kar je bilo prej omenjeno, kako je bila ena izmed držav, ki ima tipične Italije, Rimskega imperija, ki je nas financirana, to drži. Nekatere Evropske unije so stvari hitro spremenile. Tole samo v zadevi včerke znanca, spoštovanega gospoda Franceta Buhtarja, ki je napisal v svojih knjigah, tako Banjerca, debela je naše knjižnice, ki lahko dobite, zgodili njihove rodine, slovenske, pa nemške, pa druge rodine so, Valburga, da se pač napisala, kot je bilo prej omenjeno, da nekateri potomci je zdulo in ostalo ne prihajajo, pa viš dogovorov. Jasno je napisal, da ne boste najdoločenih nealti nikoli niso prijel. In gospod Habsburg je tudi pred svojo smrtjo nekaj mesecev prej napisal, da je Hrvaški sprejel, da nekateri da rekel, da Slovska unija, kako je že, Evropska unija se imenuje, da vladarica Marija Terezija nam je zapustila pametne besede, ne dvomno so bile pametne, vendar v današnjem kontekstu, kot da ste vi povedali, in tudi vas, bi bilo dobro se tem zamisliti. Kaj je tete Terezija povedala, da zakon postane legitimen, seveda kratki za razume, najneumnejši svinski pastir v Galici, to je današnja Ukrajina, in kdo poštila, da ne reče orožje v današnjo Ukrajino, ja, pod londonskim diktatom zaveznica NATO pakta Nemčija in vsi tisti, ki želijo nadaljevanje vojne v Ukrajini. Preprosto, nikoli zaradi vse na nemškem delima, kje se je začelo, Rimski imperij, drugi raj, tretji raj, četrti raj, prva svetovna vojna, druga, tretja se končala, spet nam se vojna, kjer se vidi, torej, ki se tiče crkve, tisto se je vidi, veliki, kako ne čuje, malo, ja, hvala lepa. Mirko Cigler. Hvala lepa, tam sem bil velika obema govorcela, seveda hvala in čestitke za odlično predstavitev te atmosfere, ki je danes vsi za neko dozo nelagodnosti doživljena. Hkrati pa vidimo, da je v primerjavi s tem, kar se dogaja na Evropskem vzhodu, to, kar vidimo še v resnici, je ena zelo v rokavicah delana politika. Verjetno, da svoje lastne pomiritev bi morali začeti razmišljati, kaj se to v resnici v Evropi dogaja, da lahko obskurne desne stranke, ekstremno desne stranke, danes tako odkrito, javno, direktno, neposredno deklarirajo svoje, to, kar smo včasih imenovali izolatistične cilje. Torej, cilje za nekim drugim ozemljem, pod vsemi temi izgovori, o katerih je danes dogovora. Zgodovinske krivice, krivice mirovnih konferenc, sporazumov in tako naprej. Danes vidimo, da je vse te zgodbe v Ukrajini, to, kar mnogi dobro misleči mirovniki pravijo, sam da bo mir, to vidijo, ki je zdaj fronta, ne bi postala neka linija premirja, pa bo mir. Torej, mira ne bo, kar vidimo skozi te redentistične sile. Torej, ranljiva Ukrajina bi bila cilj neke nove družbe, nekega novega Lenke, kot pravijo. Torej, zakaj oziroma kakšna garancija je nam na Zahodu, da se ta redentistična psihoza, ki jo danes zaznavamo na Vzhodu, ne bo razširila tudi na Zahodne Evrope. In seveda, tu je verjetno potem tisto iz srž
te nagnjene lagodnosti, kjer zdaj čutimo, ko pride italijanska premijerka v copatah na proslavo. Moje vprašanje je pa čisto direktno za oba naša uvodničarja danes, ker sta bila tako super, odlična. Vaj komentar glede cele te zgodbe z osebom oblikovanja. Slabo slišim. Ti prvi, resne. Ja, ne vem, jaz sem že v tem pisal, rečeš, ne vem še kaj dodajati, okoli tega odzema. To je stvar, ki jo lahko politiki oziroma diplomati ustavijo ali tudi ne, oziroma se sploh ne moramo kaj dosti vplivati, ker nikoli niso hoteli drugače kot tako, kot je zdaj tudi naših padlih na Bazoviški gmajni, niso spremenili v karkoli drugega kot teroriste. Ne? To s Titom je pač permo lepo, pa z Roscem, Okrancima, Mussolinija, to bo spet pomagalo. To je nov praznik folk, no. Poudarek in je nadaljevanje zgodbe. Nadgradnja, ja, nadgradnja te zgodbe, nič drugega ni. Kaj lahko storimo? Ne vem. Mi tle sem mislil nič. Težko. Koga? Ja. No ja, to so pač stvari, ki zmeri ostanejo. Giulio Andreotti, zanj ste vsi slišali pa vedeli, jaz sem imel to srečo, da sem se z njim kar pogovarjal, pa kar bolj nedolgo pogovarjal, pa seveda zmeri sem pazil, kaj mi je rekel, za objaviti, kaj mi je rekel. Nekaj drugače samo enkrat pogovarjaš. No, ampak nekaj pa imel, ne. Sem rekel, prezidente, kje pa je, ker njemu so do konca rekli predsednik, ne? Kje pa je meja med Slovenijo in Italijo, zares v glavah, tukaj v Rimu. Ja, no, sej jaz mogoče ne bi tako, ampak je pa jasno, na vrhnik je rekel, pa jaz govoril, ki ga ne zgovarjajo. Skratka, je imel na treniranju, ne, ampak je bilo čist, mislim, klepet, prijateljski, nič, niti ga nisem jaz provociral, niti ni on. To je bil, ampak si pa zapomniš, za zmeri na vrhnik je resnična meja, ne. Prav vse jaz ne mislim, tako je pol rekel, ne se zastopaš, ne mislim jaz tako, ampak tukaj v Rimu pa to mislimo. Na vrhnik je meja. Jaz upam, da ne bo nikoli realno, ampak pozabil pa tega tudi ne bom. Ne. Bil je pa velik gospod, čeprav vem, da je veliko tudi drugačnih zgodb po njem, ampak jaz sem ga imel kar za velikega gospoda, pa ogromno njih stvari povedal, pa še nekaj je, Andreotti, pa ne enkrat povedal. Edin, ki ste ga imeli, pa ki se je splačal z njim pogovarjati, pa kaj veljal, ki so si z njim zmenil, je bil pa Tito rekel, druge je bilo pa vse brez veze. Tako, brez veze. Vse ste ga, ne vem, vse ste ga videli, to je bil gospod z grbo, ne? No, jaz sem imel to srečo, da mi je rekel, naj ga po grbi potreplam, da bo imel srečo, da to srečo prinaša. Skratka, toliko sva se pogovarjali, res je bil, zame je bil kar en velik gospod, čeprav pa so Italijani delali filme o njem kot o Maficu, jaz ne vem, lahko tudi, da je tudi tam nekaj resnice, ampak moj del resnice je pač tale, ne, ki ga nisem poznal, kje drugod. Pa še to je bilo pri njemu, on je toliko zaupal Italijanom, da tudi svojih dokumentov ni puščal ne v pisarni, ne doma, ampak je, ko je kamorkoli šel, se je odpeljal v Vatikan in je v pisarni znotraj v sobi papeža Janeza Pavla vse svoje stvari pustil, pa je šel nazaj dol. In to je sam nas. Ni dovolil nikomur, da bo to vzel.
Pa imel je seveda tudi rdečo linijo s papežem, da je samo dvignil. Ampak samo, ne, nihče pred njim, nihče za njim. In je ostala tudi takrat, ko ni bil več na oblasti. Ne. Kar zadeva Tita, ne, začnemo s tem, to vprašanje, da to so neki bengalični ognji, ne, zraven, davno in tako naprej. Zdaj, zopet tistim končnim mojim, kot sem rekel, koliko je dramatizirano oportuno pri Italiji. Če bi to v Nemčiji bilo, to ne bi bilo na pol, to bi šlo čisto do konca in se ne govori, ampak v Nemčiji je vse drugače bilo. Ne? Zdaj, to je tudi, seveda, to je tudi lahko neprijetna, to je lahko tudi ena neprijeten odpiranje neke Pandorine škatle. Mislim, zdaj kot nekdanji novinar, kot publicist in vsi tisti, ki so to in berejo, se verjetno strinjamo, da tudi najboljši mainstream, tako imenovani časopisi, tedniki, mesečniki, dnevniki, izredno menjajo temo. Mi nimamo totalna fluidnost, volatilnost tudi tem je. Imamo par konstant, danes Gazo, Ukrajino, pa še kaj, ampak vse ostale se menja. Navalnega bomo pozabili, vse to se pozablja. In tudi mislim, Italija, kakršna je, se bo mimogrede kaj zgodilo, kjer se bo to pozabljeno. Zdaj pa samo še en aspekt, ki ga pa nismo omenili v te nepopisni kompliciranosti Italije. Italiji, to je tudi Tone omenil, je prišlo pravzaprav do tako imenovanega zgodovinskega kompromisa že leta 1945 in prej. Se pravi, komunisti, ki so bili zelo močni, levica, socialisti so bili zelo blizu in takrat v tistih časih, Petroneni in tako naprej, na eni strani in na drugi strani krščanska demokracija. Tudi v končni fazi ljudje, kot so bili Andreotti, so naredili en kompromis za to, da se Italija čim lažje izšla iz te druge svetovne vojne in tudi temu in tudi italijanski komunisti so pomagali, da ni prišlo do nekega Nürnberga. Italija je bila močna leva država za najbolj močno levo komunistično stranko, ki je potem postala, simplificiram seveda, ampak evrokomunistična, in to je praktično trajalo vse do padca Rimskega zidu. Italija, Italija je od vseh držav zahodnih, posebno pa ta velikih, kar zadeva prestrukturacijo svoje strankarske pokrajine, najbolj podobna vzhodni Evropi. Zginila je komunistična stranka, zginila je krščanska demokracija, to je vse novo. Tito je bil komunist. Zlavi smo bili vedno zlavo komunisti in to je deloma tudi narativ te nove desnice v zvezi z Ezoli. Morda ne tako čisto v spredju, ampak je. Komunisti so bili in komunisti niso nikoli nič naredili, komunisti so to dopustili in v bistvu se mi zdi, da je to upirjeno tudi proti zgodovini za nazaj. Pa ne samo proti komunistom ali levici, ampak tudi proti krščanske demokracije. Najlepša hvala za te zadnje vajine besede. Mislim, da smo izčrpali. Ja, se opravičujem. Mislim, da smo slišali res neke zelo zanimive in izčrpne, bi rekel, razlage, ki so ki nas napotujejo, da tega ne bomo, te debate ne bomo nikoli dobro dokončali. Bi pa samo 3 stvari omenil. Bojan je v svojem nastopu govoril o tem, da Jugoslavija je pomenila nekaj v razmerju do Italije kot
bi rekel, resna, velika država. No, ta Vojska. Jugoslavija je naredila par filmov z velikimi zvezdami. Vsi se spomnimo Bitka na Neretvi, Bitka na Sutjeski, Richarda Bartona in tako naprej. Zdaj ne vem, koliko je to seveda v vseh se reflektiral v kakih političnih ali pa mednarodnih razmerjih Jugoslavije do drugih. Drugo, kar bi želel omeniti, že pred najmanj 40 leti je Turčija se pritoževala, da se o njej slabo piše. Zgodovine v Evropi so bile, bi rekel, tako kot slabšalne o Turčiji. In že takrat je nastal prvi dokument v svetu Evrope o nekakšni bolj skupni zgodovini. Vemo pa, da je nastal skupni učbenik zgodovine med Francijo in Nemčijo. In vendar so to neke lekcije, ki jih je dobro imeti v mislih, ko govorimo o nekaterih, bi rekel, meddržavnih odnosih. In tretje, kar bi še rekel, preveč lahkotno je vzeti izsek iz zgodovine, ki ti ustreza, in ga brez konteksta po svoje prirejati. Torej, to je po moje zelo ključno pri teh naših relacijah. Seveda, kako koga prepričati, ker to delajo vsi. Skoraj ni nobenega, ki ne bi to počel. Edin mi ne. Torej, jaz s tem zaključujem, predlagam en aplavz za naša govorca.